Lepo pozdravljeni v najnem globokem potopu. Danes se selimo v Zagreb, poletje 1941. Mesto je prestolnica novonastale neodvisne države Hrvaške, NDH, se pravi marionetne države sil osi. Ustaški režim je takrat že na polno izvajal teror nad Srbi, Judi, Romi, pa tudi nad Hrvati, ki se niso strinjali z njimi, proti fašisti v glavnem. No in v tem ozračju je komunistična partija pozvala k ustaji, tudi po mestih. In danes gledava eno res drzno akcijo iz tega časa, napad na ustaško študentsko enoto pri Botaničnem vrtu 4. avgusta 1941. Poskusili bova razčleniti to urbano diverzijo, pa odziv režima in kako je vse skupaj odmevalo recimo pri nas v okupirani Sloveniji. Imava tudi zgodovinsko poročilo iz tistega časa? Res je. Ta dogodek ni bil pač samo nek vojaški spopad. To je bila skrbno načrtovana akcija, ki je imela ful močan simbolni naboj. Odlično pokaže, kako so se takrat prepletali odpor, ideologija, pa ta brutalni državni teror. V redu, razpakiramo tole. Začniva pri samem napadu. Kako je potekal? Ja, šlo je za akcijo Zveze komunistične mladine, Skoja. Vodil je študent Slavko Komar. V bistvu je 12 mladih ilegalcev, med njimi študenti, dijaki, delavci, iz zasede napadlo elitno ustaško univerzitetno satnijo z ročnimi bombami. To je bilo okoli 11:45 dopoldne. A kar sredi dneva. In točno takrat, ko so se postrojili. Natančno. Imeli so svoj vsakdnevni postroj pred domom, tam pri Botaničnem vrtu. Tik predem bi šli na menjavo straže. Te bombe so, jasno, povzročile čisto paniko. Ranjenih je bilo 28 ustašev. Napadalcem pa je potem v glavnem uspelo zbežati. Ampak lokacija, Botanični vrt, to verjetno ni bilo naključje, kaj ne? Zdi se, da je zadaj še neka zgodba. Absolutno. Tu je ta simbolni pomen čisto ključen. Samo par let prej, 1937, so na skoraj istem mestu hrvaški nacionalisti, Frankovci jim pravijo, predhodniki ustašev torej. Ja, nekakšni ideološki predhodniki lahko rečemo. No, oni so tam do smrti zabodli antifašističnega študenta Karista Ljobičića in Slavko Komar, ki je vodil ta napad 41, je bil osebno vpleten v tiste predvojne študentske spopade. Viri pravijo, da je hotel z napadom nekako vrniti udarec za Ljubičićev umor. Aha. Se pravi, zavestno so izbrali kraj fašističnega zločina in ga spremenili v prizorišče antifašističnega odpora. Nekakšno simbolično poravnavanje računov, če hočete. Performativna, retributivna pravica nekako. Zanimivo. Torej, zavestna izbira kraja, da se pošlje sporočilo, in tarča sama ta ustaška univerzitetna satnija, tudi simbolna. Prav gotovo. To niso bili kar eni vojaki. Bili so del poglavnikove telesne straže, Pavelićeve. In bili so zamišljeni kot jedro bodoče fašistične intelektualne elite. Režim jih je pač uporabljal za javno kazanje moči. Napad nanje je bil udarec v simbolno srce tega režimskega projekta, ustvarjanja novega človeka. Se pravi, spopad mladih komunističnih aktivistov proti tej ideološko vzgojeni ustaški študentski eliti. Pavelićevi osebni gardi, pravzaprav. Natančno. Čisto neposreden spopad ideologij. In to sredi belega dne, v prestolnici. Tako drzna akcija sredi Zagreba verjetno ni ostala nekaznovana. Odziv je bil, predvidljivo brutalen in takojšen. 5 napadalcev so ujeli in usmrtili, še z nekaj sodelovalci skupaj. Ampak režim se ni ustavil pri tem, ne? Izvedli so množično maščevanje. V naslednjih dneh so ustrelili, viri pravijo, več kot 180 ljudi kot talce. Talce? Ljudi, ki z napadom niso imeli nič? Točno. V propagandi so jih označili kot židove in komuniste, čeprav niso imeli direktne veze z napadom. In to so potem prikazali kot neko pravno dejanje? Seveda. Ustaška propaganda, saj vidimo tudi v tem časopisnem poročilu, ki ga imava, dogodek je bil komunistični incident, napadalci teroristi, maščevanje pa dejanje rednega sodišča.
Da bi pa še povečali učinek terorja, so javno objavili imena nekaterih ustreljenih. Tudi ugledne osebnosti, kot sta bila zagrebški rabin dr. Matko Engel pa profesor Vinko Šonjara. Jasno sporočilo vsem, kaj ne? Grozljivo. Kako pa so ti dogodki odmevali čez mejo, v Sloveniji? Kakšen prah so dvignili v Ljubljani, recimo? Odmev je bil kar močan, ja. Po letu 1941 je bilo tudi pri nas čas, ko se je odpor osvobodilne fronte krepil, ne? In okupatorji, tako Nemci kot Italijani, so uporabljali čisto enako taktiko. Množično maščevanje, streljanje talcev. Samo pomislimo na Brežice, Maribor, konec julija, avgusta. Torej, podoben vzorec nasilja. Tako je. In zato so novice iz Zagreba imele večplasten pomen. Za slovenski odpor so bile recimo navdih, dokaz, da je tak drzen upor mogoč. Za širše prebivalstvo pa, dodaten strah, ampak hkrati tudi spoznanje o brutalnosti okupacije. To je nekatere tudi radikaliziralo, jih potisnilo v odpor. Verjetno pa so to izkoristili tudi protikomunistični krogi. Seveda, za svojo propagando. Češ, poglejte, te komunistične akcije samo nepotrebno izzivajo nasilje okupatorja. Torej je nastala nekakšna skupna izkušnja terorja, ki je odporniška gibanja morda povezovala, hkrati pa tudi poglabljala notranje razdore. Točno tako. Razkrivala je pač pravo naravo fašistične okupacije. Njeni glavni mehanizmi delovanja, represija in maščevanje. Če potem nekako povzameva, tale napad pri Botaničnem vrtu bil je kot nekakšen mikrosvet celotnega konflikta v Jugoslaviji, ne? Res je. V njem vidimo ideološki spopad, drznost urbanega odpora in pa to srhljivo logiko fašističnega terorja. Množična maščevanja nad nedolžnimi. Ampak prav ta strategija terorja je pogosto imela nasprotni učinek od želenega. Nepričakovan učinek, lahko rečemo. In to naj pripelje do zaključne misli, morda za premislek našim poslušalcem in poslušalkam, paradoks maščevanja. Ali je ta brutalnost režima, ki je bila namenjena zlomu volje do odpora, dejansko postala eden najmočnejših dejavnikov za njegovo krepitev? Je ljudem, ki so bili soočeni s takim samovoljnim terorjem, pravzaprav odvzela upanje na mirno preživetje in jih posledično morda potisnila v oborožen boj kot edino možno alternativo?